Z več kot 160-letno tradicijo karnevalskega vzdušja se ponašajo v Dolenjskih Benetkah in čeprav je letos prevladala epidemija, tradicija šelmarije, katere vrhunec bi bila včerajšnja nedeljska povorka, ostaja neprekinjena. Seveda šelmarija 2021 je kot prireditev odpovedana, ampak dogodki in tisto, kar je pa društvo dolžno narediti, to je to ohranjanje tradicije, se pa že danes vidi tudi v Kostanjevci. Kostanjevica je okrašena, je praznično razpoložena. Izobesili so zastave, trakove, v izložbah pa na ogled postavili fotografije glavnih likov šelmarije. Od 50 let prejšnjega stoletja se je le dvakrat zgodilo, da nedeljskega karnevala ni bilo, pove Toni Bizjak z doživljenjskim častnim naslovom očeta šelme, najvišjega lika prezidija, vrhovnega organa Perforcenhausa. Šelmarija, to je v nas, Kostanjevčanih, ne. Mi že z novim letom nekje začnemo s pripravami vsako leto, tako da ta pustni nemir je v nas in želimo mi starejši to ohraniti in prenesti na mlade rod. Etnološko društvo Perforcenhaus z okrog 120 člani vpisano v register nesnovne kulturne dediščine je sicer tudi letos pripravilo pustni koledar. Prav tako pa smo pripravili tudi zasnovo, bi rekel, eno tiskovino, ki bo pa išla po tem praznovanju, ker hočemo narediti neko obeležje tega, to pa je kronika 50-letnih zapisov etnoloških dejavnosti, ki jih imamo v arhivu. Na vsakoletnem občnem zboru izvolijo novega predsednika Perforcenhausa. Ker tega letos ne bo, so aktualnemu mandat podaljšali. To se je že zgodilo v 80. leta, ker tudi zaradi podobnih razlogov je bila prireditev odpovedana, tako da predsednik in krona ostaja na otoku. Vsaj do naslednjega nekajdnevnega pustnega rajanja, ki ga v etnološkem društvu Perforcenhaus vsi nestrpno pričakujejo. To je tako vcepljeno v nas, Kostanjevčane, da tega ne bomo, to bomo nadaljevali in garancija za to so te naši kostanjevški mladež, ti otroci, ki budno spremljajo naše delovanje in se tudi udeležujejo naše povorke, tako da se ni za bati, da bi se tradicija prekinila.